Ilirska Bistrica je manjše mesto, ki leži na nadmorski višini 406 metrov. Ima približno 4500 prebivalcev. Bistriška občina pa je ena večjih v Sloveniji in šteje približno 14200 občanov. Ilirska Bistrica se je razvila ob reki Bistrici. V 17. stoletju je tu delovalo že 45 mlinov in 16 vodnih žakljev. V avstrijski dobi je bilo naselje še na Kranjskem, meja z Istro je potekala proti Slemenu Brkinov. V naselju je bilo okrajno sodišče z davkarijo. Leta 1864 so v Ilirski Bistrici ustanovili narodno čitalnico. V občini Ilirski Bistrici so se rodili veliki pesniki, pisatelji in čebelari. Med njimi so tudi Maksa Samsa, Dragotin Kete in Anton Žnidaršič. Dragotin Kete se je rodil na Primi. Bil je zelo dober slovenski pesnik za mlajše in starejše. Seveda je bil tudi pisatelj za mlade. Čeprav pa ni dolgo živel, le 20 let. Po njem se imenuje osnovna šola Dragotina Keteja. Anton Žnidaršič je bil rojen v Ilirski Bistrici. Bil je čebelar. Njegov čebelnjak se uporablja še danes. Po njem se imenuje osnovna šola Antona Žnidaršiča. V Ilirski Bistrici imamo čebelarski muzej, v katerem so razstavljeni čebelnjaki izpred 200 leti. Med njimi je najbolj znan čebelnjak Antona Žnidaršiča. V starem delu mesta je skrita steznica, ki vodi k sapu Sušec. Sušec je kraški zver, ki se pojavi le v večjih deževjih, sicer je njegova struga večkrat suha. Ko pa je vode dovolj, se iz strme stene zliva vodna pahljača enega najlepših slapov, zelena podlaga mahu, razpenjane vode pa mu dajata posebno milino. Vsi Bistričani poznamo legendo o slapu. Govorilo se je in se še, da je med skalami, katerih teče voda, velika luknja, v kateri naj bi bil zaklad. Tisti, ki bi stopil v luknjo in bi hotel vzeti zaklad, bi povzročil veliko poplavo Ilirske Bistrice.
Čakaj da pojem. Kako je bilo fino. Še se malo spijem. Bogdu jabku. Jaz bom. Dobro, čakaj, sad da ga snimam. Jabka. Čaj. Pravzaprav hruške imamo, prosto. Joj, glej, ko je lepa. Ja, vem. In mrzla. Ja, prav paša. Se gremo kupati enkrat, a? Ja, ma nesem. Ja, to je res. Zima mrka, škoromati, nam pred vrati srečo nosijo prav vsi. Poberijo si, naredijo si zvončari, ponorijo, glavni pa je škopi črni z dolgimi razkleščami. Otvoritveno vozilo in pihalni orkester Ilirska Bistrica. Šjeme Topolc. Osrednja maškara je krvavo stegno, ki predstavlja topolčkega hudiča, ki lovi in straši otroke. Spremljajo ga tabeli. V skupini Šjeme Vrbovo boste videli okrog 35 šjem, vsaka ima svoj pomen in nalogo oziroma predstavlja dogodke iz vaše preteklosti. Imajo skupino za leti, imajo skupino za grdišjem. Za Savorožno gre Veleni Juli, Zdjanove liste in ozdanje